To pa po moje priznajo tudi tisti, ki niso laveri Peugeotov ali pa francoskih avtomobilov nasploh. Dober dan. A veš, da danes se bo pa ena stvar v komotar minuti zgodila prvič? Mislim, da je prvič, no? A veš, kaj je to? To bomo kar 3 avte v enem videu. In to 3 Peugeote. Aha! A veš, zgodba je zelo preprosta. Na dnevni bazi dobivamo vprašanje: Ciril, kjer avto misliš, da bi jaz moral kupiti? Kjer ti misliš, da je najbolj primeren zame? Jaz ponavadi, če imam le čas, z največjim veseljem odgovorim. Je pa nakup avta, po moje se vsi strinjamo, ne glede na količino researcha, ki ga narediš, težka stvar. Pa se veš, koliko je modelov, pa koliko je znamk, pa koliko je segmentov, pa še podsegmentov. Samo ni čudno, da se pol človek težko odloči, da si vas zblojen, da reži ne veš več, kva bi. Zdaj, te vrste prikaz, ki ga bom danes naredil, bi lahko naredil z kakšno znamko. Ampak odločil sem se pa za Peugeot z večjih razlogov. Mal zato, ker sem vedel, da imajo v tem terminu, ki imam jaz cajt za to narediti, vse tele 3 avte frej. Veliko pa tudi zato, ker dobro vem, da sta bila 5 pa 3008 v zadnjem letu 2 izmed najbolj, kako se temu reče, nepopularnih, no, mislim, ogromno povpraševanja je bilo po teh 2 avtih. Dobro, pa ne sem to, ne, Peugeot s temi 3 avti, ta mimogrede 2008 pokriva zelo širok spekter potreb, ne, vsi so mal SUV-ji, mal križanci. Dobro, pa treba je priznati še eno stvar, ne, Peugeot ve nekaj malega o tem, kako narediti avto, ki je trendsetter, pa konec koncev avto, ki pobere sem, pa je tudi kakšno nagrado. Da se spomniš, ne, 3008 je bil evropski avto leta, slovenski avto leta, pa še na Primi je zmagal. Triple Crown ima. Se je pa ena stvar zgodila zelo nepričakovan, ali so bili pa pri Peugeotu face lookavi, ne, zato ker sem zdaj opazil, da imajo čisto vsi 3 avtomobili tole značko, GT Line. 3 pa 5008 sem že vozil z GT Line opremo, 2008 tega pa še ne. Se veš, kaj to pomeni, ne, GT Line oprema? To v bistvu na en način pomeni najvišjo stopno opreme, predvsem stopno opreme, ki se brezsramno spogleduje s športnostjo. V primeru 2008 je to... O, se res, stari. Čak. Ja, svet, sem se ne vidi. Da se vrnem nazaj k opremi, ne, to kimanje športnosti se vidi že na zicih, veš, koliko izrazito bočno oporo imata. Jaz sem s tem avtom naredil par kilometrov, lušten te drži v sedežu, to je res. Je pa res, da GT Line oprema, pa to velja za vse te 3 avtomobile, ne pomeni sam športnih sedežev, še marsikaj drugega. Tudi zunanja oblika je malo bolj šarf, ne, feltne so drugačne, malo bolj agresivne, pa tudi zadki jasno kažejo, da je GT Line oprema. Vidiš kromirani izpuhi? Pa tukaj tudi? Pa moram priznati, tukaj bom čist pristranski in me ne rabiš upoštevati, ne, ampak to je moja najljubša oprema, ki pride do Peugeota. Mislim, zakaj bi se lagal? Meni je všeč, če so avti malo športni, čeprav so primarno namenjeni temu, da razvažajo sem pa tja družine. Gledam, kje sem ostal? Pri skupnih imenovalcih. To se bo zdaj malo... Njihov skupni imenovalec je iCockpit. Vse to vemo, kaj je, ne? To je v bistvu voznikov deloven prostor, ki je zelo jasno skoncentriran na voznika, to pomeni majhen volan. In to dejansko velja za vse 3 avtomobile, bom pa armature vse pokazal z istega kota, da vam bo tako jasen. Volan, recimo 5008, to sem že zanč pri sladkokistih povedal, ne, na obeh koncih presekan, pa vse skupaj je usmerjen v voznika. Veš, to včasih ni bila pogosta fora, ne? Peugeot je pa zelo dobro posvojil in dejansko, ko se usedeš za volan, je to 5008, 3 ali pa 2, imaš ti feeling, da je bil avto primarno narejen za to, da se tudi uživa na cesti, ne sam razvaža ljudi okrog. Vse imaš pri roku. Poglej, koliko blizu volana je ročka, mogoče se z tega kota še boljš vidi, veš, vsega skup, koliko je to, 15 cm? Pa tudi tale vrsta stikal, ki sem jo zanč opisal s Fukiš, je čist pri roku, to se pravi, vse, kar ima voznik zadelati je bam, bam. No pa da jih pokažem, armaturke. Lej, takole zgleda 5008, takole 3008, takole pa 2008. No, zdaj smo počasi tam, ne, kjer je za koga. A začnemo pri tem najmanjšemu, pa mimogrede tale detalj mi je ful všeč. Vidiš, ko ima črno masko, ampak črke so pa rdeče. O, ti tipo balinček. Zdaj, zanimiv, ne, pri Peugeotu so priznali, da ta avto najpogostejš kupujejo oziroma v njih najpogostejš vidijo starostnikov, upokojence. Zdaj, če oni tako pravijo, verjetno drži, ampak jaz pa nisem ene druge stvari pozabil. 2016, že nekaj časa nazaj smo delali Prima test, to se pravi velik skupinski test, v katerem smo primerjali 10 majhnih kompaktnih križancev. Takrat je zmagala Škoda Yeti, ampak veš, kjer avto je bil pa kljub neveč rosnim letom na drugem mestu? Pa ne sem to, empirično se je dokazal kot vsestransko najbolj uporaben avtomobil med preizkušenimi. V bistvu sem hotel povedati to, upokojenci, starostniki, v redu, ni problema. Ne pa pozabiti, da je avto za mano tudi polnovreden družinski avto. To se pravi, kater za koga, ne, upokojenci, družine pa tudi, absolutno. No pa imamo pa te 2 patrona. Zdaj, ta glavna napaka, ki jo ponovadi ljudje rečejo, pa samo vsake toliko časa, žal, spadajo tudi avtomobilski novinarji. Veš, pravijo, da je 5008 sam povečan 3008. Ok, ja, razumem, dizajnersko sta si avta, če
če jih tako od spredi pogledaš, zelo podobna. To velja 100%. Ampak največja razlika je pa po moje jasna, ne? Število sedežev. Tale tukaj jih ima 5, ta jih pa nima 5, ampak jih ima 7. To moram rolo vendati, če hoče kaj pokazati. Ok, zdaj pa pazi to. Najprej sedež odkriješ, zahaklaš za en prst. Bam! A veš, o tem sem zanč razlagal, ne? Da se stav te sedeže, noben problem. Pa da se razumemo, ne? Te dva sedeža nista za odrasle za 700 km se pelati. Te dva sedeža sta namenjena otrokom takrat, ko se starša odločita še koga zraven pelati, recimo detka pa babico. Pa število zicov valjda ni edina razlika, veš, tukaj sedeži v tem avtu. Veš, začetek moraš vedeti, da je druga vrsta sedežev posamično premična, to se pravi, se vsak sedež premika neodvisno en od drugega. Pa ne sam naprej pa nazaj, tudi po naklonu, vidiš? Že zanj sem povedal, da se da zadnja dva sedeža, to se pravi 6 po 7 ga tudi odstraniti. Ja, bilo zdaj narodno, če mi ne pratal. Tukaj je ena mehna rumena ročka, vidiš, zagrabaš, zahaklaš. Evo, ne samo, da je razmeroma lahek, zelo kompakten, vidiš, koliko je ozek. To odstranjevanje govorim predvsem zato, ne, da dame ne bo strah, kdaj tega narediti, ker ne rabiš biti Incredible Hulk, da vržeš te dva zica ven. To se pravi, kaj vemo do zdaj? Upokojenci, majhne družine, velike potrebe po prostoru, kaj pa ta revež na sredini. Jaz mislim, da je 3008 nekakšen most med obema, da v bistvu ponujam malo do obeh dveh. Sem pa danes, ko sem s pomočjo novinarskih kolegov prevzemal avto, jaz sem odpeljal glih 3008 zvedel na tako dosti zanimivo informacijo. Jaz priznam, tega nisem vedel. Pohvalili so se, da je 3008 tist avto, s katerim kradejo kupce, pazi zdaj, premijskim znamkam, recimo Audiju ali pa BMW-ju. Avto je kokarkoli obrneš, od zunaj, od znotri, vozniško, tehnološko, po feelingu, pač dosti kulski. Lahko ti pa priznam eno stvar. 5000 pa 3008 sta edina avtomobila, no edina med relativno dostopnimi. Do vsakič, ko se usedem noter, se vprašam, ok, kako jim je to ratalo? Mislim, prenesti videz pa oblikovanje futurističnega koncepta, ki ga ponovadi vidiš sam na avtosalonih v serijski avto. To pa po moje priznajo tudi tisti, ki niso laveri Peugeotov ali pa francoskih avtomobilov nasploh. A za katerega bi se jaz odločil? Ini, mini, mini, mo. Vzel bi tebe na sredino. Peugeot 3008. Wow. To, kar sem danes govoril, lahko preslikaš tudi na kakšno drugo znamko. Jaz sem že na začetku povedal, da sem se za Peugeot odločil prvič, ker sem imel šanso, drugič pa zato, ker dejansko mislim, da imajo kar uravnoteženo ponudbo upoštevajoč avtomobilske trende. To.